Hvala lepa. No, zdaj smo ugotovili, da nas je 18. Na teh 18 je tudi gospod Rok Luk, ki se je prijavil, ampak glede na to, da je on v 4. točki, bo verjetno potrjen kot svetnik, tako da ga lahko upoštevamo in tako da je današnja seja sklepčna in lahko nadaljujemo z delom. Smo pri drugi točki dnevnega reda, obravnava in potrditev zapisnika prve konstitutivne seje občinskega sveta. Jaz upam, da ste si ta zapisnik pregledali. Bi imel kdo kakšne pripombe na ta zapisnik? Ne? Potem bi jaz dal to na glasovanje. Milan, pomoč radno. Tako, zdaj prosim, če glasujete. Potrjujemo zapisnik prve redne seje. Ja. Ja. Sofi, smo? Ja. Ja. Ja, hvala lepa. Videli smo, da je 17 glasovalo za, kar pomeni, da smo zapisnik prve redne seje tudi potrdili. Hvala lepa. Smo pri tretji točki dnevnega reda, potrditev dnevnega reda. Prosim, če si pogledate tukaj na PowerPointu, imate dnevni red. Lahko gremo skozi. V 4. točko potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta občine Šentilj. Potem pa 5. točko predlog sklepov imenovanja članov razstana delovnih telesa občinskega sveta občine Šentilj. Potem imamo pod 6. predlog sklepa imenovanja nadzornega odbora, pod 7. predlog sklepa imenovanja uredniškega odbora, 8. predlog sklepa imenovanja občinske volilne komisije, pod 9. pa predlog sklepa o določitvi višine sredstev namenjenih financiranju projektov, ki jih predlagajo občani, in pa pod 10. pobuda in vprašanje. Tako, bi kdo želel razpravljati o dnevnem redu? Ne, potem dam dnevni red na glasovanje. Prosim. Gledam. Tako lahko glasujete. Ja, ja. Ja. Ugotavljamo, da je bilo 16 za, potem ni. A je mogoče kakšna napaka, ste vsi glasovali? Ja, dajmo rok tako. 17 je še enkrat ponovimo, prosim. Preverjamo, da je članov. Preverjamo, ja. Kaj, izvolite glasovati, prosim, še enkrat. Dvakrat morate potrditi isto tipko, zeleno ali rdečo. Smo? Ja. Smo? No, zdaj pa rezultat boljši. Zdaj pa lahko mi daš razločen. Hvala.
Ugotavljam, da je 17 glasov za, kar ugotavljamo, da smo potrdili dnevni red današnje druge redne seje občinskega sveta občine Šentilj. Prehajamo na 4. točko. Potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta občine Šentilj. Jaz ugotavljam, da danes ni nobene predstavnice občinske volilne komisije, kjer smo mi predlagali, da bi namesto mene, ker na prejšnji seji ste mene potrdili kot župana. S tem se je sprostilo eno mesto. To pomeni, da je po vrstnem redu na moji listi župana Žvaba se sprostilo eno mesto, na kar bi to zasedel Rok Vnik, ki je danes tukaj gospod Rok Vnik tudi prisoten. In občinska volilna komisija je podala tole poročilo. Dovolite, da to preberem. Občinska volilna komisija je v skladu z določili zakona o lokalnih volitvah in sklepom občinskega sveta občine Šentilj na prvi konstitutivni seji dne 13.12.2018 pričela s postopkom ugotavljanja, na koga iz liste župana Žvaba preide prost mandat. Občinska volilna komisija je ugotovila, da prost mandat pripada kandidatu Roku Vnuku, stanujoč Zgornja Vrha 21, Zgornja Vrha, kot 9. kandidatu na listi. Občinska volilna komisija Roka Vnuka pisno pozove, da se v roku 8 dni opredeli do sprejema funkcije občinskega svetnika. Rok Vnuk je posredoval pisno izjavo o sprejemu funkcije dne 8.1.2019. Na podlagi prejete pisne izjave občinske volilne komisije v skladu z določbami zakona o lokalnih volitvah ugotovi, da prost mandat preide na Roka Vnuka, Zgornja Vrha. Toliko je bilo s strani občinske volilne komisije podano pisno poročilo. Jaz bi predlagal sklep, da se potrdi mandat nadomestnemu članu občinskega sveta občine Šentilj, gospodu Roku Vnuku, stanujoč Zgornja Vrha 21B, Zgornja Vrha. Prosim, če o tem sklepu tudi glasujemo. Hvala lepa. Ugotovili smo, da je bilo 17 glasov za, imeli vsi za in gospod Vnik iskrene čestitke med nami, ki ste postali svetnik občine Šentilj. Hvala lepa. Hvala. Tako da preidemo na 5. točko. Gospod Rok Vnik sedaj lahko glasuje. Sedaj ste potrjeni, da glasuje. 5. točka dnevnega reda, predlog sklepa je imenovanih članov v stalno delovno telesa občinskega sveta občine Šentilj. Prosim predsednico komisije za mandatno imenovanje, gospod Sandro Mukster, da poda poročilo. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je do roka za oddajo predlogov prejela predloge vseh političnih strank in list, ki so zastopani v občinskem svetu. Nato je 14.1. tudi zasedala na svoji prvi seji ter oblikovala predlog za zasedbo se pravi posameznih komisij,
Potem moram reči, da je upoštevala vse želje list in pa strank, ki so nekako prispele do tega roka. Kar se tiče komisij, upoštevala pa je tudi, da člane komisij imenuje svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Članstvo v teh komisijah pa ni združljivo za članstvo v nadzornem odboru občine ali za delom v občinski upravi. Na podlagi tega bom zdaj prebrala predlog komisije in pa posameznih članov. Komisije 11, najprej je komisija za komunalno gospodarstvo, prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, kjer je predlog komisije, da se za to komisijo imenujejo Boris Vezek kot predsednik, Vladimir Maher kot namestnik predsednika, Bojan Delnan kot član, Andreja Fer kot članica in pa Leon Križ kot član. Na to je naslednja komisija za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti, kjer je naš predlog, da se to komisijo imenujejo Aleksandra Nuster kot predsednica, Boris Bezek kot namestnik, Anja Unger kot članica, Viktor Weinberg kot član in pa Marija Janžek kot članica. V nadaljevanju komisija za gospodarstvo in turizem, kjer predlagamo, da se imenujejo Bojan Delna kot predsednik, Darinka Šmirman kot namestnica predsednika, Stanko Fer kot član, Blaž Ignatijev kot član, Tadej Križ kot član, Franc Zver in pa Tamara Tomažič kot članica. V nadaljevanju komisija za kmetijstvo, naš predlog je Lidija Šarič kot predsednica, Kristjan Kvas kot namestnik predsednice in pa kot člani Aleksandra Nuster, Vesna Sir in pa Franc Kras. Nadaljujemo s komisijo za socialo, zdravstvo in mladino, kjer je naš predlog, da se komisijo imenujejo Silvo Oder kot predsednik, Hilda Romič kot namestnica predsednika in kot člani Anja Unger, Jana Stevan in pa Anja Zapošnik. Nadaljevanje komisija za šport, ki ima 7 članov, Marjan Pojbič kot predsednik, Mitja Kavran kot namestnik predsednika, Blaž Ignatijev kot član, v nadaljevanju še kot člani Silvo Koder, Tomaž Predl, Bojan Pekan in pa Jani Debeljak. Nadaljujemo s komisijo za preventivo v cestnem prometu, kjer je naš predlog, da se imenujejo Branko Hitr kot predsednik, Hilda Romič kot namestnica predsednika, Darinka Šmirman kot članica in pa Lidija Grubernik ter Uroš Weintraub kot člana. Nadaljevanju še komisija za državno varnost in civilno zaščito, kjer je naš predlog, da se imenujejo Vladimir Maher kot predsednik, Andreja Fer kot namestnica predsednika, Kristjan Kvas kot član in pa Igor Marinič in Milan Kojc kot člane. V statutarno pravno komisijo je naš predlog, da se imenujejo Vladimir Maher kot predsednik, Lidija Šarič kot namestnica predsednika, Irena Ludej Panoso kot članica, Marina Večič kot članica in pa Stanislav Žetina kot član. Komisija za varstvo okolja, kjer je naš predlog, da se imenujejo Andreja Fer kot predsednica, Irena Ludej Panoso kot namestnica predsednice in pa Tamara Tomašič kot članica. Ter še zadnja komisija, v komisijo za nadzor izvajanja novega občinskega programa varnosti je naš predlog, da se imenujejo Kristjan Kvas kot predsednik, Andreja Fer kot namestnica predsednika in pa Boris Forlan kot član. Mandat članov delovnih teles občinskega sveta traja do poteka mandatov članov občinskega sveta. Sklep pa se objavlja v medobčinskem uradnem vestniku, ko se več je potrjen. Glede na to, da so dejansko upoštevali vsa pravila in pa želje list, je zato predlog komisije za volitve in imenovanja in pa dodatna vprašanja, da se sprejme sklep na podlagi 25. in 26. člena statuta občine Šentilj
in 109. člena poslovnika občinskega sveta občine Šentilj se v stalna delovna telesa občinskega sveta imenujejo vsi predlagani člani. Tukaj verjetno še beseda, če hoče kdo razpravljati. Hvala lepa. Bi želel odpreti razpravo, ki to želi razpravljati na takojšnje vprašanje. Noben ne želi razpravljati. Potem bi jaz to točko dal na glasovanje. In sicer predlagam sklep na glasovanje. Občinski svet in da Za eno razpočno se opravičujem. Razvojno listo. To je to, pardon. Sklep se glasi. Potem bi še malo nagajal, malo glavi. Na podlagi 25. 26. člena statuta občine Šentilj in 109. člena poslovnika občinskega sveta občine Šentilj se stalna delovna telesa občinskega sveta imenujejo vsi predlagani člani. Prosim, če o tem glasujemo. Hvala lepa. Vsi smo sklepni, 18 za, naredni proti. Iskrene čestitke vsem, ki boste zasedli odgovorno mesto v teh komisijah in jaz upam, da bomo prepričan sem, da bomo tudi dobro sodelovali, kajti čaka nas v začetku izredno težko delo, usklajevanje občinskega proračuna in zaradi tega vas bomo tudi v kratkem poklicali, da bomo določene predloge začeli tudi usklajevati. Tako še enkrat vsem iskrene čestitke in pa nadaljujemo potem z 6. točko dnevnega reda, predlog sklepa imenovanja nadzornega odbora občine Šentilj. Prosim zopet gospod Sandro Muster, da poda poročilo. Hvala. Komisija je na isti seji obravnavala tudi predloge kandidatov za imenovanje za nadzorni odbor občine Šentilj. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor ima 5 članov, te člane imenuje občinski svet. Predsednik nadzornega odbora mora imeti najmanj 600 stopnjev strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. To smo upoštevali pri oblikovanju našega predloga in naš predlog je, da nadzorni odbor občine Šentilj se imenujejo David Kos, Radoj Kapetek, Metka Gačnik, Maja Škropič in pa Erika Podrec. Mandat članov delovnih teles občinskega sveta velja, dokler velja mandat članov občinskega sveta. Sklep se objavi na občinskem uradnem vestniku. Predlagan sklep, da nadzorni odbor občine Šentilj se imenujejo kandidati, kot se jih prebrala, se pravi David Kos, Radoj Kapetek, Metka Gačnik, Maja Škropič in pa Erika Podrec. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Bi pa želel razpravljati o tej točki? Ne. Hvala lepa. Potem bi
sklep na glasovanje. V nadzorni odbor občine Šentvid se imenujejo David Kos, Radeka Petek, Metka Gačnik, Maja Štrofič in Erika Pohorec. Prosim, če se v tem sklepu glasuje. Hvala lepa. Soglasni sprejet sklep 18 dni na 9. Hvala. Smo pri 7. točki dnevnega reda. Predlog sklepa imenovanja uredniškega odbora občine Šentvid. To samo v revolti. Na seji 14. smo obravnavali tudi predloge za uredniški odbor. Občina Šentvid namreč imenujemo glasivo občina Šentvid, glasivo ureja uredniški odbor. Člane uredniškega odbora imenuje občinski svet na predlog svetovne komisije. Naš predlog pa je bil, da se v uredniški odbor imenujejo Andreja Ploj kot odgovorna urednica, Miha Vanhandl, Suzana Grobršek, Tina Trnjan-Jambrošič, Stanislav Bertin, Danica Ferk in pa Darja Parazin. Mandatno obdobje traja 4 leta, oziroma za mandatno obdobje občinskega sveta. Predlog komisije, da se uredniški odbor imenujejo člani kot se predava, se pravi, Andreja Ploj kot odgovorna urednica in pa Miha Vanhandl, Suzana Grobršek, Tina Trnjan-Jambrošič, Stanislav Bertin, Danica Ferk in pa Darja Parazin. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Kdo želi razpravljati v točki? Reda, če ne želi razpravljati, potem je za to točko na glasovanje. Bom še enkrat prebral. Sklep imenovanja uredniškega odbora, katero se imenuje Andreja Ploj kot odgovorna urednica, Miha Vanhandl, Suzana Grobršek, Tina Trnjan-Jambrošič, Stanislav Bertin, Danica Ferk in Darja Parazin. Prosim, če o tem glasujemo. Hvala lepa. 17 je bilo za. Imamo pravi rezultat. Ne, edini glasoval. Ali se je kaj zaprešno? Ne, edini glasoval. Okay. 17 za. Edini je bil zdržan. Prosim, si zapišete. Predlog je sprejet. Smo pri 8. točki dnevnega reda. Predlog sklepa imenovanja občinske volilne komisije občine Šentvid. Komisija na svoj prvi redni seji obravnavala tudi predloge za občinsko volilno komisijo. V skladu s 67. členom Zakona o lokalnih volitvah občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in 3 člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Komisija je zagotovala, da se v občinsko volilno komisijo imenujejo Maja Krsnik kot predsednica, Štefan Jambrošič kot namestnik predsednice, Alja Plošnik kot članica, Igor Marinič kot namestnik člana, Jan Bauman kot član, Mihaela Habjanič kot
namestnika člana, Karl Majer kot član in pa Gregor Fras kot namestnik člana. Tako da predlog komisije je, kot ga vidite na zaslovu. Hvala lepa. Razpravo. Če del razpravo za te točke, ne. Hvala lepa, potem bi jaz dal sledeči sklep na glasovanje. Občinsko volilno komisijo se imenujejo Maja Krstnik, Štefan Jambršič, Anja Prošnik, Igor Marinič, Jan Bauman, Mihaela Hrjanič, Karl Majer in Gregor Fras. Prosim, če glasujemo. Hvala lepa. 17 za, 1 vzdržan. Ugotavljam, da smo tudi ta sklep sprejeli, tako da lahko prejemo na 9. točko dnevnega reda. In sicer predlog sklepa o določitvi višine sredstev namenjenih financiranja projektov, ki jih predlagajo občani. Tako, tukaj mi dovolite, da bi jaz uvodoma povedal, zakaj sem to točko tudi uvrstil na dnevni red. Sicer vsi že vemo, da v občini Šentilj v prejšnjem mandatu smo že uvedli tako imenovani participativni način oblikovanja občinskega proračuna, kar pomeni, da imajo direktno občani tudi lahko vpliv na določene projekte v svoji krajevni skupnosti. Ta participativni način je bil izveden mogoče na svojstven način, zato sem jaz tukaj danes predlagal, da bi to občinski svet to potrdil, višino sredstev in pa način izvedbe, predvsem način izvedbe. Kajti jaz sem veliko teh predavanj okrog participativnega načina vodenja oziroma oblikovanja občinskega proračuna slišal, in sicer to je ena taka noviteta v Evropi, kjer veliko držav uvaja tale sistem in tudi pri nas Sloveniji se uvaja. Bili so določeni preizkusi, pa ko sem poslušal vse tiste župane, ki so predstavljali svoj način oblikovanja tega proračuna, sem ugotovil, da ima občina Šentilj daleč eno večjo prednost pred tem, kajti mi smo ga praktično uvedli. Vse druge občine so pa delale bolj po principu, na kakšen način so ga uvedli. In sicer to, koliko sem jaz imel izkušenj s temi, so občine predlagale tam od 10 do 30 tisoč evrov na občinski proračun, pa tudi, če so bile malo večje občine, tako da mi pa predlagamo v občinskem proračunu 240 tisoč evrov. In dajemo na razpolago vsaki krajevni skupnosti 60 tisoč evrov, da lahko občani direktno vplivajo na tisto, kar se bo zgodilo v njihove krajevni skupnosti. Kaj za to praktično pomeni? Praktično to pomeni, kako smo potem razmišljali v upravi, na kakšen način bi najhitreje prišli do izvedbe tega. Ne? No in prvi korak je, da se zbirajo predlogi s strani občanov. Mi, kot občinska uprava, obvesti vsako gospodinjstvo, da lahko predlagajo v njihove krajevni skupnosti določene predloge oziroma projekte. No in potem mi zberemo, do določenega datuma zberemo te predloge
No in potem seveda bomo dobili verjetno en šišmaš. To je potrebno potem, jaz sem si imel v misli, da bi imenoval eno komisijo, ki bi ugotavljala zakonitost teh predlogov in pa seveda treba ovrednotiti te predloge, ne? In da se jih potem nekako razvrsti po nekih prioriteti listi. Seveda tukaj naj bi sodelovali tudi člani krajevne skupnosti, tako da bom jaz tudi predlagal, da bi tukaj sedel vsaj en član krajevne skupnosti, ki bi potem že imel pregled, kaj so pravzaprav sploh občani predlagali. No in seveda potem, ko imamo neko prioritetno listo, potem je potrebno narediti glasovanje. No in ko se bo potem potrdili z naše strani, znači komisije in pa z krajevne skupnosti, bi potem dali na glasovanje. Na glasovanje naj bi pa potekalo mogoče lahko en teden, recimo, da imajo ljudje čas, da se odločijo, da lahko pošljajo po pošti, lahko pošljajo po mailu. Drugi način, ki pa je pa tudi računalniška platforma, kjer so jo začeli uvajati v nekaterih občinah, je pa dosti komplicirano in ko sem jaz tisto ugotavljal, sploh v prvi fazi ne bi bilo dobro, zaradi tega, ker malo bi zmenili občane, polovica jih ni za računalnikov, zaradi tega bi bilo boljše, da dobiješ vseeno v neki pisni obliki, da si bolj prebrali, kaj to sploh pomeni. Je pa res to, da bo nastopila ena majhna razlika med tistim, kar je bilo prej, kaj so imeli pristojnosti krajevne skupnosti, katere so se na nek način one zbrale tiste predloge, pa so jih predlagali, zdaj bi pa imeli občani direktni vpliv na tisto, kar bi se zgodilo, kar je tudi najbolj prav. Tako je praktično poteka v celi Evropi participativni način občinskega proračuna. Tako, jaz upam, da nam bo to uspelo izvesti, časovno smo malo stiskli, mi pa lahko potem v naslednjem letu pripravimo eno dobro platformo, nekateri nam je ponujajo zastojne, eni plačne in tako dalje, skratka, mi se zaenkrat še nismo odločili za nobeno platformo, rekli, da bomo zdaj v tem momentu samo na takšen način, da bi vsa gospodinstva pisno in pa preko mailov objavljali, da bi bil to najhitrejši način komuniciranja in pa seveda preko županskih oblasti določena navodila dala občanom. Jaz verjamem, da v prvem trenutku prvo leto po mojem ne bo nekih velikih predlogov oziroma ljudem mogoče niti ne zanima, so smo vas izbrali in tako dalje. Ampak to je proces. To je proces, ki ga moramo enkrat začeti. Začeli smo ga na način, da smo v prejšnjem obdobju dali na razpolago toliko sredstev, zdaj pa dajmo tale način oblikovanja tega proračuna, kar bo verjetno bomo v Sloveniji prvi, ki bomo razdelili toliko sredstev med občane in da bojo oni lahko vplivali na to, kaj se bo pa v njihovi krajevni skupnosti zgodilo. Toliko okrog teh informacij na začetku, da bi pa jaz odprl razpravo, prosim. Izvolite. Torej, jaz se strinjam s takšnim načinom razporejanja sredstev, vendar pa dvomim v učinkovitost tako močno demokratičnega sistema, če se bojo ljudje potem res, če se ne bojo ideje same že izgubile, da ljudje ne bojo predlagali in zdi se mi, da bi vseeno v bistvu na ramenih krajevne skupnosti moglo to odločanje ostati, torej, da ne bi občina prevzemala te pobude, ampak da bi krajevne skupnosti ponosile glavno vlogo. Hvala lepa.
krajevne skupnosti prevzele vlogo razvrščanja oziroma bonitete različnih projektov. Ja. Ja. To je komplicirano. Ja, jaz moram reči, da je Boris, zdaj sem jaz razmišljal, ne? Ampak koliko sem prebral priročnik, ki ga je izdala neko podjetje, ki je svetovalo po Sloveniji občinam okrog participativnega proračuna in postopki, ki so tam predvideni, nekako spremenil svoje mišljenje, ne? Zdaj, zakaj sem spremenil? Zato, ker pri participativnem proračunu bi ne odločali občani, ne neki organ. Svet krajevne skupnosti je organ, ki je bil pač izvoljen. Nič pa jaz seveda nimam prav, torej in je zdaj seveda to, kar je župan prej razlagal, ki se mi pravi, da nimaš tudi tako mišljeno, da bodo pri izboru projektov, verjetno bodo nekateri podobni, enaki bodo delali drugi, pa vsem pa ne. Torej, bo itak sodelovala krajevna skupnost ali pa predstavnik sveta krajevne skupnosti. Postopki pa zdaj ne moramo pričakovati, da bodo ti ljudje lahko ocenili, da je ta nek proizvodnik 10.000 evrov, nek 30. Ti se mora občinsko pravo vključiti, pa potem reči, predvidimo, koliko je to vredno, ker bo lahko za neko krajevno skupnost v teh 60.000 prišel en projekt samo, in bo tisti pač izvedeno v naslednjem proračunskem obdobju, ki bo dobil največ glasov pri glasovanju ljudi. V neki krajevni skupnosti bodo pa 2 ali pa 3 manjši projekti, pa bo prvi, drugi in tretji prišel. Oziroma, tako napisano se vrstita prvi, drugi, tretji je preveliki in bi prekoračil 60.000, se ga preskoči in pride še četrti zraven. Torej 3, ampak brez tretjega, ker je bil previsok. Taki sistem je pač predviden. Tako da jaz sem absolutno za to, da krajevne skupnosti sodelujejo, ampak če želimo klasični, ali pa čisto taki participativni proračun, ki ga uvaja v Evropi, pa zdaj tudi v Sloveniji, potem pač so tam neka pravila, ki se bi morali. Zato jaz vseeno mislim, da poskušamo v tem obdobju. Jaz pa vidim svoje krajevne skupnosti bolj v vlogi tistih, ki bodo oni tudi predlagali, projekte, posameznik ali pa se lahko zdaj mene tudi vse krajevne skupnosti sestane, pa potem predlagali neki proračun, pa seveda mora neki projekt, neko zgodbo, ampak seveda mora potem tudi biti aktivni pri glasovanju, če bo hodil svoj projekt uveljavil, da bi prišel na prvega etapa, med prva 2, če bo med prve 3, odvisno tako bila obredno, potem kaj sem prejel. Hvala. Hvala lepa, spoštovani gospod župan. Jaz seveda ta predlog podpiram, podpiram tudi teh pisma sodelovnih razvoj, vendar poudarjam eno odgovorno stvar. Najprej mislim, da je treba razčistiti, kdo ali bo odbor krajevne skupnosti predlagal pripravo listu prioritet, torej pomeni 6, 7, 8 izbor projektov, da bo ljudje vedeli, če bo odločeno. Potem je to treba ovrednotiti, to lahko naredi občinsko upravo z vsemi svojimi resursi, ki jih bo razpolagalo. In potem seveda narediti sistem, da bo resnično čim večje število občank in občanov tiste krajevne skupnosti pa imelo možnosti v tem odločiti. Tak sistem je treba zgraditi, vzpostaviti in potem bomo lahko rekli, da gre ta vzelo v pravo smer. Vsekakor pa spoštovan takšen predlog oziroma takšen način najbolj demokratičnega odločanja se podpira tudi slovenskemu demokratičnemu procesu. Dobrega, hvala lepa. Gospod Ljubski, izvolite naša beseda. Mene pa zanima, kakšni projekti so tu lahko vključeni. So to ceste, so to ne vem kaj, ne vem, karkoli. Ne vem, za kakšne projekte bi se več lahko. Ja, te projekte bojo predlagali občani. Seveda, ta vrednost ne sme presegati dovoljene
tisti 60 000 evrov, ne? Ker potem ne bo možno tega izvesti. Zdaj število projektov oziroma pobud ni omejeno na zgor, ne? Zdaj, če bo to ali bo 20 po 1000 evrov ali pa bo eden za 55 000, je to vse eno. Jaz pa glede na to razpravo, kar sem zdaj slišal, tako sem jaz tudi prej predlagal, zagotovo mora biti v tisti komisiji ena ali pa dva člana iz tiste krajevne skupnosti, da bojo prioritetno listo naredili. Mi nekje moramo začeti. In jaz verjamem, da bomo delali kakšne napake in bomo se skozi svoje lastne napake naučili, pa potem lahko malo popravili naslednje, da vidimo, kako se bo sploh prejelo, kako bo sploh občani reagirali na to. Zdaj, ki marsikdo ne ve, sicer verjetno so slišali, krajevna skupnost pa ima neko način odločanja, lahko sama predlaga in tako dalje, ampak zdaj, ko bojo pa dobili oni to v roke, pa ne vem, kako bojo reagirali, dajmo probati, ne, saj jaz verjamem, da bomo naredili kakšno napako, jaz ne mislim s tem eliminirati recimo to moč krajevne skupnosti, pa si člana, pa predsednika, ne. Jaz bi želel, da se še bolj aktivno noter vključijo v to, ne, in še prevzamejo še večjo odgovornost za to. To bo še težje nalala vas, predsednika, kot krajevne skupnosti. Ne. Izvolite, gospod Vas. Ja, hvala za besedo. Pozdravljam ta način, bi pa dal en predlog, da ko boste sestavljali to komisijo, da bi vključili vse predsednike krajevnih skupnosti, pa naj malo oni to komisijo plus strokovne službe, občinske uprave, ne? Ja, hvala lepa. Dobro, bom jaz ta predlog upošteval, zagotovo, ker zdaj, ali ima smisel samo vprašanje, ali ima smisel, da predsednik krajevne skupnosti, recimo Ceršek, sedi takrat, ko bomo odločali o projekti krajevne skupnosti Velka. Ne. To se pravi, da moramo takrat, ko bomo odločali samo o eni krajevni skupnosti, poklicati tistega, se strinjate. Ne, da bojo potem oni tisti odločili, ali pa mogoče ne samo enega, mogoče to tudi dva vzamemo, ne, predsednika, podpredsednika ali pa nekega člana, ki jo boste zadržili. Ne. Hvala lepa za ta predlog. Dovolite še samo eno zadevo k temu. Župan je poudaril, da z uvedbo takega načina ne bi želel vzeti vpliva in moči krajevnim odborom. Krajevni odbori ste, mislim, da v večini že poslali predloge za proračun 2019 oziroma 2020. In glede na to, da ste 3 novi pa ena ponovno izvoljena predsednica, bi dodala predvsem tistim 3 novim eno informacijo. To, kar ste zapisali v predloge, strokovne službe ovrednotijo in skušajo v največji možni meri vključiti v občinski proračun na postavki, ki je tako ali tako za, ne vem, na primer, ceste, šport, družbene ali kje že predvidena. To, kar pa so posebej projekti, ki so res vezani na krajevno skupnost, vam ostane oziroma jih peljamo potem po tej poti, kaj so še občani predlagali. Torej, kar ste dali namenjeno temu, da bomo opozorite nas dejansko, kaj je tega, kar bi bilo potrebno na vašem območju narediti, pa smo mogoče mi s svojimi službami to spregledali in skušamo to vključiti v osnovni proračun, ne pa v teh 60 000, ki so predvidene za krajevno skupnost. Hvala lepa. Hvala. Jaz bi samo še to vprašal, po tem takem, je v bistvu teh 60 000 namenjenih bolj za mehke vsebine. Manjše, ja. Torej, ali 1,60. No, ampak potem krajevne ne bojo cesti predlagali, verjetno, ne? Ja. To je v bistvu, ne? Urejanje komunalnih zadev to. Ok, če greš, ja. Hvala. Krajani lahko predlagajo manjše, ne, ali pravila ali rekonstrukcije
odsekov. Ta večje odseke pa zagotovo ne bo. Večje odseke tam kar nekaj 1000 evrov sploh ne moramo se kaj pogovarjati o tej vrednosti. Pa ljudje imate določene izkušnje, boste kaj povedali, glede na to? Ja. Kar se tiče praktika, v glavnem, to smo že zdaj mi delali, ampak čisto na drugi način. Krajevne skupnosti so zbrale predloge, se pravi na podlagi občanov. Občani so članom krajevnih skupnosti pač dali nekaj predloge in potem smo se jih sedli in smo te predloge predelali in smo jih zapisali, da bi šli v proračun občine Šentilj. Na podlagi tistega smo se pa potem, kar se tiče teh 60 000 evrov, ki smo na razpolago krajevne skupnosti, odločili, katerim bomo dali prioriteto. Se pravi, v bistvu to ni bil projekt vreden 60 000, ampak mi smo tistih 60 000 dali vložek k enem drugemu projektu, oziroma ponavadi se bom tako poenostavila, ponavadi so se delale ceste. Ampak za 60 000 nobena cesta ni bila vredna, zato je tisti del denarja, ki je bil namenjen za krajevno skupnost, po prioriteti, po kateri smo se odločili, pač dali v zraven k enemu delu. Tako bi jaz mogoče rekla, tako da zdaj pa, če bo pa ta način res tak, da se bodo manjše stvari delale, mogoče ne vem, kakva ograja od cesti, kak je ogledalo, ne vem, kakoli, verjetno bo veliko predlogov, ne, pa bi bilo mogoče to res ta denar bolj smiselno uporabljene. Ker zdaj nikoli nismo šli tako daleč, da bi šli spraševati, kam je dejansko ta denar res šel. Ne? To bi mogli zdaj podrobno pogledati, oziroma priti nekdo na občino pa pogledati, kam je bil ta denar namenjen. Tu pa bo mogoče malo bolj predeljeno. Toliko bi mogoče z moje strani. Hvala lepa. Jaz kot župan zagotovo se lahko trdim, da vsa sredstva, ki so bila namenjene krajevni skupnosti, so na določenih postavkah in se točno ve, kaj je bilo narejeno, kakšne vrednosti in pa kaj je bilo narejeno. Tako da vsi podatki so, če niste prišli, pa niste poprašali, lahko pogledamo to za nazaj, tako da mi imamo to transparentno urejeno in tudi v bodoče bo treba še bolj transparentno to narediti. Lahko samo še to povem, da je pa gramoziranje izuzeto iz te postavke. Zaradi tega, ker smo imeli eno tako izkušnjo, ker določene krajevne skupnosti, kot recimo Šentilj, ni bilo potrebno toliko gramoziranja, tiste krajevne skupnosti, recimo Zgornja Velika ali pa Velika, in smo imeli porazdeljeni gramoziranje po krajevni skupnosti in nikoli nismo mogli eno leto zadostiti vsem. Nikje nam je zmanjkalo, nikje je bilo viškalo. Tako da bomo imeli zdaj gramoziranje na eni postavki, pa bomo eno leto nikje naredili več, enkrat, drugi pa drugo, tako da gramoziranje je tukaj iz tega participativnega načina izvzeto, tako da bi bila sredstva namenjena nečim drugim. Mogoče jaz bi dal predlog tukaj, ki se vsi predsedniki krajevnih skupnosti, da jim damo možnost, da lahko povejo kakšno besedo, se strinjate s tem. In pri tej točki prosim vse predsednice, dve predsednici in pa dva predsednika izvolite, lahko se vključite v razpravo. Ja. Torej, jaz absolutno ne nasprotujem temu predlogu, ampak iz te razprave in iz tega gradiva sem pravzaprav razumela, da gre pri teh sredstvih za krajevno skupnost bolj za te projekte, ki bi pomenili nek nadstandard ali pa neko zvišanje kvalitete življenja v krajevni skupnosti. Ker mislim, da bi za te osnovne zadeve, se pravi ceste, komunalo, občina v osnovnega proračuna morala poskrbeti. Torej, vse do te tehnike odločanja o tem, kateri projekt
bo imel prednost, mi je vse jasno. Ampak pri tej tehniki pa bo verjetno še treba kaj se dogovoriti oziroma zbrati ideje, ampak jaz mislim, da bi tudi zbor krajevnih skupnosti oziroma zbor krajanov bil ena primerna oblika o tem, da se glasuje o teh projektih in da se preprosto glasuje o vsakem projektu. Se pravi, en projekt bo dobil 50 glasov, drugi 30 in tisti, ki bo pač dobil največ glasov, bo v prioriteti izbran. Tako da jaz mislim, da se pravi, tehnike so seveda lahko različne, ne? Ampak zdaj ne moramo računati na to, da bodo vsi preko računalnika, preko spleta o tem glasovali, ker še vsi ga enostavno nimajo. Starejši, ki se običajno tudi bolj vključujejo v delo krajevne skupnosti, tudi vsi niso tega tako vešči, tako da mislim, da bi to tudi v bistvu pripomoglo k temu, da bi se še ljudje bolj vključevali, ne? Jaz mislim, da glede na sestavo krajevne skupnosti, ki smo po zaselkih nekako razdeljeni, da nam ljudje skratka svoje želje in svoje potrebe in svoje interese izražajo in jih mi tudi prenašamo naprej. Ampak seveda je to absolutno dobrodošlo, da bodo vsi imeli možnost, tudi zdaj že imajo, no? Ampak mogoče bo to več ljudi spodbudilo k temu, da bi sodelovali pri izbiri projekta. Zdaj jaz podpiram na vsak način. Dobar večer, najprej vsem skupaj. Jaz absolutno tudi podpiram ta predlog, ne? Ampak zdaj, ko sem že brala gradivo, doma sem razmišljala, kako to izpeljati, ampak kaj me skrbi v bistvu tu časovnica, ne? Najbolj legitimno bi bilo seveda zbor krajanov, jaz je tudi zdaj, ko sem takrat čas predsednica krajevne skupnosti, sem razmišljala nazaj, kdaj je bil zadnji zbor krajanov, ne? In mogoče bi bilo zdaj mogoče to priliko izkoristiti, pa mogoče narediti enkrat letno zbor krajanov, ne? In mogoče res krajane vprašati, ne? Drugo vprašanje pa je, če zdaj imamo v sveti krajevne skupnosti oziroma krajani dovolj časa, da zberemo predloge, nekaj potrdimo, pa posredujemo na občinski upravi, ne? Glede na to pa, da je proračun dvoletni, ne? Se bojim, da bo se tu stvari moče malo zapletle, ne? Da nam časovnica tega ne bo dovoljevala. Drugač pa predlog je vsekakor na mestu in je tudi prav, da se da ljudem, da vsaj mogoče bi še istočasno v tem zboru krajanov tudi seznanili z predlogom, ki so jih že odbori krajevne skupnosti dali za kot osnutek proračuna, ne? Združiti v bistvu, pa še moče ljudi vprašati, kaj si želijo še drugega, ni samo teh 60,000, ne? Hvala. Hvala lepa. Jaz moram reči, glede na to, da sem dobil predloge in pobude z strani krajevne skupnosti, pa imate že ta pobud 8-krat preveč, ko pa je res. Tako da jaz mislim, da nabora tem projektov ne bo problem. Tako da samo, če tisto malo zberete, pa se dajo te predloge, da ta nabor ni problem, večji problem je pa to način glasovanja teh predlogov. Zdaj, te zbori krajanov, koliko imam jaz kot župan izkušnje, se niso vedno na takšen način končali, ne? Ker potem so mešali in jabolke in hruške zraven, ne? In običajno smo se tako razšli, da ne vem, so pričakovali čisto nekaj drugega, kar mogoče nisem mogel v tistem trenutku obljubiti. Jaz enostavno ne verjamem, da bo lahko sposobni v tistem trenutku reči, to je pa dobro predlog, ne? Če jih prej ne obvestimo, ne? More biti dobro informirani, ker to je nekaj novega, to zagotovo je nekaj novega in da se bomo podali neznano, pa zapravim, jaz sem za to, da gremo proba, če ne proba, da ne gremo. Gospod Simpec, izvolite. Ja, dobro večer še z moje strani.
Zdaj, glede teh predlogov je tudi ena možnost, da vsem imamo občinsko glasilo, imamo informator, da ko bo enkrat predlogi skupaj zbrani, ko bo nekako vrednoteni, ko se bo točno vedelo, o čem se bi naj odločilo, se lahko to enostavno preko informatorja glasila razpošlja vsa gospodinstva, ker so lahko vsi kontakti, stiki, e-maili, pisna pošta, kam lahko prihaja in tam dosegli bomo čisto vse občane po eni strani in po drugi strani. Vsi, ki bojo glasovali, bojo najbolj tudi vedeli, zakaj glasujejo na takih zadev, kot so zdaj omenili, verjetno potem ne bo prihajalo, ne? Ker tam si vsak lahko prebral, zakaj se gre, ne bo različnih pričakovanj. Koliko rad samo še vprašal, še 10. točka še bo sledila? Ok, se pa ne bom prej. Hvala lepa, gospod Cimbeč. Moram vam povedati, da to, kar ste dali predlog, je dober predlog. Mi smo tudi imeli v misli, da bomo preko vseh teh medijev občinskih to tudi javno obvestili, oziroma da bo čisto vsako gospodinstvo imelo dovolj informacij, da se bo lahko potem tudi kvalitetno odločilo. Jasno pa, tako gospa Janžič rekla, da je to cilj dvig kvalitete življenja v naši občini, to je zagotovo prioriteta tema. Dajmo se presenetiti, da mogoče pa biti napačno razmišljamo. Čutič, ja. Samo malo, jaz se moram izklopiti. Pa sem prekite. Ja. Ja, lep, dober večer tudi z moje strani. Jaz mislim, da ta zadnji predlog je verjetno, vsaj v tem trenutku, verjetno najbolj spremljiv, ker glede na to, če gledam to razprašenost krajevne skupnosti Sladkega, Podsladkega vrha, pa skozi dol do Plodečnice oziroma Jurskega dola, to se pravi, bi mogli biti zbori že po zasedih. Potem jih imamo cel kup vprašanje, kje se naj dobimo, kako se naj dobimo. In verjetno vsi tudi ne bojo prišli na te zbore, in bomo kar en kopico ljudi izpustili. In je verjetno en taki predlog, ko bo že nek ožji izbor, prvo jih pozovemo, zberemo predloge, mogoče krajevne skupnosti neko prioriteto naredimo, ko bo vrednotena preko občinske uprave in potem damo vsem na glasovanje oziroma to potrditev. In bomo verjetno več občanov pa občan s tem dosegli in verjetno bolj konkretno oblikovali. Ker jaz tudi bil že večkrat na zborih, v časih, ko smo bili, ampak ti zbori so lahko ali pozitivni, ali pa lahko tudi izredno negativni. Potem nekdo pride, gre čisto neko drugo skrajnost in ne prideš do konca. Samo čas zapraviš, efekta pa pravega na koncu lahko za njim. Tu pa se lahko vsak občan ali občanka v miru odloči, če mu je dal pripombo ali pa potrdil predlog ali pa se tega sploh ne bo lotil. Hvala lepa. Tako je tudi mišljeno, tako da. Jaz imam zdaj samo eno vprašanje, ali je višina predlaganih sredstev po vašem mnenju previsoka? Ne, je primerno. Dobro, gospod Vlade. A gospod Kitr, potem je pa gospod Ignacio. Ja, tako. Jaz bi pa dal temu predlog, da bi mogoče pa tu pomagale lahko tudi policije, pa da bi šlo se potem tu, se pravi, na teren se določena zadeva pregledati, pa se potem tu skupno nekje najde tista prioriteta, pa bi se potem tako spravedlo skozi, na tak način. Če se strinjamo. Mogoče najprej na to, kaj je bila višina sredstva, se mi zdi super, kličemo, če bi rekel, bilo še več. Ker se mi zdi to res super, ker na nek način občani dobijo to občutek decentralizacije, ni vse v centru, ampak kot so predstavniki oziroma predsedniki krajevnih skupnosti povedali, se mi zdi to res odlična stvar. Mogoče pa ena stvar, ki sem že prej razmišljal, morda je še zelo daleč od tega, ampak neka bolj taka tehnična podrobnost. Na podlagi, ko se bi glasovalo, potem, torej, ko bi naši krajani o tem glasovali, ne bi dobili možnosti glasovati le za en projekt, ampak tudi oni prioritetno razdeliti
dam 5 točk temu projektu 4, naslednjemu 3, 2, 1. Na ta način bomo tudi mi dobili bolj konkreten predlog, več nekih mnenj, ker zdaj, da vsi morajo se odločiti na koncu med tema projektoma, je veliko težje, kot imamo svoje mnenje oziroma svojo voljo razdelijo med tem. Hvala. Ja, gospod Ignati je dober predlog, bomo si to vpisali, pa vam dali zapisnik in pa lahko bomo glasovanje izvršili, bomo to tudi upoštevali, če se strinjate. Hvala lepa. Še kdo bi želel razpravljati? Ne? Potem bi jaz kar dal tole na glasovanje. Prosim. Sklep. In sicer odločili bomo občina Šentilj v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev namenjene financiranje projektov, ki jih predlaga občani v višini 240 000 evrov za leto 2019 in v enaki višini za leto 2020. Pravi skupaj 580 000 evrov. Sredstva se enakomerno porazdelijo po vseh krajevnih skupnosti v višini 60 000 evrov. Prosim, če v tem sklepu glasujemo. Hvala lepa. 18 za, torej soglasno smo sprejeli. Hvala lepa. Ker smo za participativni način za izvedli, bomo pa potem vsako leto nadgradili to naše izvedbo, bomo videli, ki se bo zadali pačno na koncu in pripravljali. Da se vam iskreno zahvaljujem za te pobude in prehajamo sedaj na 10. točko, to so pa pobude in vprašanja, pa bi jaz pri tej točki predlagal sledeče, glede na to, da so vedno povabljeni predstavniki krajevne skupnosti, jaz predlagal, da se lahko pri tej točki dnevnega reda vedno vključujejo v razpravo. Če ste za to, lahko o tem glasujemo. Prosim, če o tem glasujemo in bo veljalo za vse nadaljne seje. Tako da ne bomo na vsaki seji, če ste za to, da ne bomo na vsaki seji spraševali, ali smo za to, da dobijo glas oziroma besedo. Prosim, če glasujemo. Zdaj vam da že gre. Ja, soglasno sprejeta, hvala lepa, 18 za, tako da lahko se vključujete v razpravo, tako jaz bi na začetku ne samo uvodoma bi povedal in sicer odločitev oziroma predstavnik župana je, da določi podžupane. Jaz sem se v tem mandatu odločil, da bi imel podžupanjo in podžupana. Podžupan, ki je bil v prejšnjem mandatu gospod Maher, nadaljeval svoje delo. Nova podžupanja bo pa gospa Lidija Šalič. In sicer z enim razlogom, veliko dolge bistvenim razlogom, moram povedati, da se meni obseg del povečuje s tem, ko mi povečujemo sredstva na strani občinskega proračuna in vedno, ko dobivamo več sredstva tudi iz Evropske unije in sem jaz vpleten vedno več projektih, kjer moram sodelovati in je vedno manj časa ostaja za mogoče stvari, ki jih je potrebno nujno strani občinske uprave narediti in vplivajo na neko družbeno dušje v naši občini in pa seveda predvsem do občanov. Zaradi tega bi želel, da marsikatero delo bi bilo bolj kvalitetno upravljeno, če bi še kdo pri to pomaga.
Zaradi tega sem jaz gospod Lidija Šalič tudi določil, da naj bi gospod Lidija Šalič povezovala predvsem krajevne skupnosti in pomagala pri tem participativnim načinom oblikovanja občinskega proračuna in pa vse kvalitete, ki jih ima gospod Lidija Šalič, ki ima dovolj izkušenj na tem področju vodenja od društev do krajevne skupnosti, se bo hitro vključila v delo. In pa seveda tretje, kar se mi pa zdi, da je tudi pomembno, veliko očitkov je bilo meni namenjeni, da nekje izhajajo ti podžupani samo iz krajevne skupnosti Šentilj. Smo rekli, da imamo pa še enega na vzhod naše občine, tako da bo neko ravnovesje tu. Oba pa sta neprofesionalna, tako da občinski svet pri tem ni potrebno, da glasuje za to, tako da to so pristojnosti župana. Tako da gospod Lidija Šalič iskrene čestitke. Začne pa z delom 1. februarja. Ne, ona začne z delom 1. februarja, plačano pa maja. Tako da žal ne moramo dati iste nagrade, ki ji naj bi pripadla. Žal zaradi tega, ker nimamo še proračuna, ampak je rekla, da bo volontersko delala ta 2 meseca, upam, da 2 meseca pa imeli proračun, to potem uredili te stvari, tako hvala lepa. Zdaj pa odpira razpravo. Izvolite. Gospa Romič, izvolite. Hvala za besedo. Hvala za besedo. Jaz imam vprašanje, kaj in kako daleč je z e-oskrbo. Kajti ljudje so že dobili odločbe in sprašujejo, kdaj bo in ne vem nič povedati. Drugo, ko smo mi na sociali mnenje glede gospoda Majhena, se nikakor ni dalo to reševati. Sedaj je gospod Majhen v bolnici, amputirali so mu obe noge, mogoče vse, veste, ne? To in kdaj bi lahko pričakujemo, da bo kaj z našo preljubo optiko. Tukaj se že 4 leta pogajamo. In še nekaj, ne vem, zdaj imate novega izvajalca za posipavanje, kajti danes me ena gospa poklicala po Štrihovcu, majcen proti gospodu Kavlemu, gor ni bilo posipano. Prosim, če bi to nekdo šel, pa pokazal, da vse te ceste, kje bi naj se to urejalo. Hvala. Dovolite, da vam na prvo in drugo vprašanje odgovorim. Prav včeraj smo imeli na občini sestanek z vsemi predstavniki društva upokojencev, s predsedniki in pa s predsedniki Rdečega križa. Ena od teh tem je bila tudi, kako daleč je e-oskrba in kje se je zataknilo. Zakaj zataknilo? Zato, ker vemo v tej državi, da je v lanskem letu, konec maja, začela veljati Evropska uredba o varovanju osebnih podatkov. Mi smo razpis pripravili tik pred tem, ne bi bili popolnoma pripravljeni, saj niti pravih informacij o tem niti še nismo imeli, kaj nam bo ta Evropska uredba vse prinesla. Potem smo razpis v zelo nerodnem času objavili, ko je bilo predvsej starejših na letovanju, tisti starejših, ki so tem pomoči potrebni in pomagali izpolnjevati vloge in podobno. In smo razpis podaljšali do konca julija. Potem smo vloge pregledali, vse uredili, dogovorjeno je bilo, da tisti, ki izpolnjujejo pogoje, jih sporočimo imena Telekomu, da lahko začnejo izvajati stvari. Šele potem se lotimo pogodbe, ki je tripartitna v tem primeru, pa je Telekom dal navodila, da še ne vedo, kako ravnati glede varovanja osebnih podatkov.
če te podatke dobijo predčasno, preden podpišemo pogodbe. Zdaj, kako se je Telekom odločil, smo to informacijo dobili. Odločbe so vsi dobili, ki so upravičeni do te subvencije za e-oskrbo, tako bom rekla, tripartitno pogodbo pa lahko podpišemo naslednji dan po sprejetju občinskega proračuna, ker smo pač v obdobju, ko pogodb trenutno ne smemo podpisovati. Tako da takoj, ko bo pogodba podpisana, bo Telekom tudi začel z montažo, tega to je zadnji dogovor, tudi vsi predsedniki imajo to informacijo. Glede gospoda Majhena, tudi včeraj je bila to tema, seznanili smo se tako z društva upokojencev pa Rdečega križa Saskega vrha, da je pri gospodu prišlo do nekaterih zdravstvenih težav. Center za socialno delo je v tem primeru bil sorazmerno učinkovit, saj je skliceval timske sestanke, vsi smo sodelovali pri tem, jaz verjamem, da bo tako center kot pa bolnica v tem primeru, kolikor je še tam, znala se odločiti, kaj z gospodom, za katerega vemo, kakšno stane v Sadskem vrhu oziroma kakšna je njegov položaj, v tem primeru narediti. Verjamem, da nikogar bolnice na cesto ne pošlje. Tako da bomo v stiku z centrom in bomo v stiku z vsemi pristojnimi službami, kaj narediti. Za enkrat nas še nihče ni kontaktiral, razen z društvom upokojencev Saskega, ki so nam to informacijo predali. Če smo izčrpali vprašanja, ker nas še nekaj čaka, ure, da bi jaz zaključil sejo, bomo potem, ali mogoče gospod Mikleš še zelo na kratko, prosim. Hvala za besedo, samo eno kratko vprašanje. Mene zanima, v čigavi lasti je betonski zid pod nogometnim igriščem na Veliki, na katerem ena lesena ograja, ki že 2-3 leta visi dol na pločnik. Življenjsko nevarno za otroka, pa tudi za kakega odraslega. Samo to. Po vsej verjetnosti, če to izgleda, ja naš. Se pravičujem, tudi mušni beseda, bomo preverili, to bomo govorili. Tako da bi jaz zdaj ni vprašanj, da jaz zaključil, gospa Romič, vi še imate, ampak bodite zelo nagrajeni. Hvala. Jaz bi samo na kratko vprašala, ker ste že bilo rečeno, da se bo popravljala državna cesta Šentilj-Pesnica, to, kar so zdaj tako uredili, tako lepo. Če bo takrat tudi zraven delan pločnik, tako je bil nekdaj v nekem programu na občinski seji. Hvala. Varovnič pločnike ne bo. Ne bo, ne? Ne. Preplastitev bo šlo v takim obsegu, ko je trenutno cesta, pa nič več. Hvala. S tem jaz današnji sejo zaključujem.